Toliko in bom jaz zapravil toliko časa, da bo mi bojo ti ljudje pomrli in bom izgubil. Jaz sem se odločil, da ne grem študirati. In sem rekel, jaz ne grem študirati. No, zakaj ne greš? Rekel, imam družino, zidamo hišo, slikam, jaz se ne morem razsekati na 5 kosov. In jaz ne bom šel študirati. In potem se nisem pisal in sem potem delal svoje delo naprej. Tako da noben ni pravzaprav, jaz sem bil pravzaprav sam, jaz nisem imel nobenega pomagača, niti doma nisem povedal mojem, ker jih nisem hotel bremeniti, ker tudi sam nisem vedel, kaj bo z tega gradiva sploh, a je to sploh kakšna vrednost, kakšna vrednost. Noben mi ni povedal, da je to neka vrednost. In jaz sem mislil, to je pač moja kaprica, moj hobi, ki mene zanima in druge to ne zanima. In sem delal sam, vse sam. Tako da jaz, moje družine, in predmeti, ki sem jih pa nosil, ki smo jih imeli polna hiša, polna kašča, po omarah so bili te predmeti, sem pa rekel ženi, ja, to so predmeti, so lepi predmeti. In smo imeli doma tiste po hišah. In potem, ko je nastala ta razstava teh predmetov, jih je 400 predmetov, je potem moja žena rekla, tako je to, mi smo te to varvali, rekel, reč niste varvali, v hiši je bilo, ker ona ni vedela, da niti otroci niso vedeli, da se je s tem ukvarjal, ker niso hotel bremeniti, ker noben mi ni povedal, kaj je to kakšna pravničarstvo, je to kakšna, jaz nisem tega pogruntil sam, da je to kakva vrednota. In zato tudi sem imel to doma. Tako da, pravzaprav jaz še danes, če bi se lotil, bi se po istem postopku. Jaz sem gotovil, da če sem rekel enemu starovercu, povejte mi, kaj je to, on je v 5 besedah povedal, in jaz sem vedel zelo malo, ne. Potem sem rekel, ja pa kako pa to? Pa je povedal, kako pa to? Pa je še povedal. In potem sem gotovil, da če sprašuješ, da dobiš več podatkov, kot da pa rečeš, povejte vi to pa to. Tako da sem jaz potem vse ljudi sem spraševal in sem tudi napisal, recimo B je bil recimo Bojan, P je bil Pavel in potem B je povedal on, potem mislim, da vprašanje, spet to povedal. In jaz sem tako pisal. In imam doma še zdaj, recimo zdaj so se lotil vidonstva. Vidoni so bili vidci v bistvu, ne, vidci. Eni boljši, eni slabši, ampak to so bili vidci. In ti vidci se niso pustili, da bi kdo jih komandiral. Dehner jih je rabil, ker so vedeli več kot on, ker oni so brali, oni so raziskovali določene stvari. In ti vidoni so, ko je začelo propadati v staroverstvo, je tudi vidonstvo izginjalo. In tako da je bilo do teh vidonov zelo, zelo težko priti. Zelo težko. Zato, ker so se oni povlekli v neke vasi, v neke odmaknjene hiše in tam so preživljali konc življenja. Tam so živeli sosedi in tako, veliko so vedeli o zeliščih, veliko so vedeli tudi o zdravljenju, veliko so vedeli tudi, če je kdo živčno bolan, oni so veliko stvari vedeli. In zato so potem oni se preživljali s tem, da so potem umrli tam zelo revno, so umrli. In jaz sem teh ljudi dobil na različnih koncih. Ampak je bilo zelo težko priti do njih. Ti si mogel dobiti enega, da ti je povedal. Tako da, recimo, jaz sem bil leta 65. v bolnici v Šempetru, v stari bolnici v Šempetru, ker me je zagrabil žolč. In pri meni je ležal eden iz Čičarije, en človek iz Čičarije, ki je prišel na obisk k enemu v Renče smedi, ki sta bila skupaj pri vojakih v Bosni. Ga je prišel obiskati. In ga je zagrabil žolč in so ga mogli prijeti v bolnico. In potem smo se pogovarjali, potem je videl, da mene zanimajo te stare stvari. In tisti dan, ko sem dobil odpustnico, je rekel, poslušaj, pri meni je en zelo zanimiv človek,
ki ve ogromno, ampak je prišel k nam, ki je bil že pred, je prišel samo na obisk in ko bo prišla žena, ki je v Bosni pri sinu, ki je oficir na zdravljenju v tem velikih termah, ko prije čez en mesec nazaj, bo on šel nazaj v Ljubljano. Je rekel, boš priti hvala, in jaz sem rekel, pridem, in sem šel dol in sem tega človeka dobil in on me je pravzaprav peljal od Baške grape po celi Primorski do Čičarije, ki si je zatekel ženo, ko so Nemci požigali tam neke domačije in se je žena rekla, jaz sem prestrašena in greva. In sta potem šla dol do Čičarije in sta tam gor v eni zaselku živela. In on mi je vse to povedal od začetka do konca in to sem napisal in je rekel, da je tudi Vidon, ampak da je mogel postati Vedun, ker Čičarija ne pozna Vidone, ampak pozna Vedune. In je rekel, ti si zdaj naš, moraš biti Vedun, ne pa Vidon. In rekel, potem sem prevzel to, da sem Vedun. No in on mi je povedal ogromno, jaz sem napisal, ne vem koliko strani. In to ravno zdaj pričakujem. Tako da ti Vidoni so bili verjetno povsod, ampak noben se s tem ne ukvarjal. Jaz sem naredil, kar sem lahko naredil in če bi imel priliko, bi delal še isto. Samo danes teh ljudi ni več, verjamem pa, da je še kje kakšen staroverc, ampak da bom povedal, ne. Jaz sem prepričan, da recimo moj letnik, tisti, ki je bil staroverc, da je ostal staroverc, samo ima otroke, ki so študirali to in njemu pravi to silo, da je staroverc, on je lahko tiho in živi svoje življenje naprej, ne. Tako da jaz sem prepričan, da so še, ne posod, ampak po kakšnih takih zakotnih stvareh vseh, da so še kakšni staroverci. Ampak ti se ne bojo iztarne. Se ne bojo. Jaz zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, jaz ne vem, še kaj bi vam povedal. Jaz sem povedal splošne stvari. Se nisem pa spuščal v drobnarije, ker je tega spet preveliko. Jaz vem, da jaz sem recimo obredal celo Slovenijo. 44krat sem bil po celi Sloveniji. Zato sem prav čutil potrebo, da pridem tudi v Ajdošno, ker jaz sem bil v Kopru, sem bil v Divači, na Bledu, Plvinu, Koparidu, Cerknem, Radovljica, Pokrog, Novo mesto, Maribor, Zagreb, Fruška gora v Srbiji, na Dunaju sem bil 2 dni. Tako da jaz sem to zdaj obredal in sem rekel, ni Hajduša je letela zdaj ven, sem rekel, Hajduša pa moram imeti. Ker prvo sem rekel direktorju, da ne bi šel, ker imam problem z nogami, in potem sem rekel, ja, bo Hajduša pa moram imeti, je tako blizu Gorice, da bo Hajduša pa moram imeti. Tako da, recimo v Novi Gorici sem bil najmanj 7krat v Novi Gorici. Lahko tudi več, 7krat sigurno, v Tolminu 3krat, v Cerklem 2krat ali 3krat. Tako da jaz grem vedno, če me vprašal, nikoli nisem se ponudil, vedno sem šel, ko so me vprašali. In tako da tudi v Trstu sem bil, tako da jaz grem, ker me vprašajo, grem in zdaj bolj težko, ker imam probleme z nogami in še hujši problem je pa sluh. Zdaj bi mogel dobiti nov slušni aparat, ker je ta šel in ko sem šel na pregled, so mi rekli novembra meseca. Lahko grem, da me bo predpisal. Mene ena stvar se vse zanima. Ko so imeli te obrede, so imeli skupinsko, posamezno, so imeli nekakšne točke. Te obredi so bili vedno na svetih krajih. Recimo, ta potok Ljubljanic je Padence se kliče ta potok, in ima točke. Recimo, prva točka je Sončeva stena. To je stena, ki je visoka 100 metrov in gre do potoka.
In tam so, ko je prvič pasijalo sonce na to skalo, ne, ampak ni bilo, ne vem, ko sem jaz vprašal Janeza, da ne mi pove, kdaj je rekel, če te ne zanima, moraš sam ugotoviti. Tako da tam je, ko je pasijalo, tam so prišli skupina ljudi. In potem so šli naprej, tam je bil klavštron. Klavštron so dve skali, lahko vsaka ima 5 ton, taka kocke, ko so klavštron. Klavštron je zapornica, ne, klavštr, ne, po nemško. In tiste dve skale so zapirale potok, da je potem se zalivo, pa potem čez 5 dni po dežju je bil normalen potok. No in to bile te dve skali, tretja skala je bila pa na desnem bregu potoka, ogromna skala in na vrhu te skale raste drevo. Na skali raste drevo. In potem sem šel gledati, in tisto drevo je v bistvu se prilepilo na skalo in ena korenina je šla v razpoko. In dol sem gledal in dol spodaj, prav meter pod, tista korenina pride ven in je šla v zemljo. In oni so imeli to drevo kot sveto drevo, in da ni na zemlji in da ima povezavo z nebom in pa z zemljo. Da je to, za njih je bilo to sveto drevo. In tisto drevo še vedno rase, je tako debelo, ima verjetno 100 let, to gre po milimetru, ne, vsako leto. In tudi kakšno leto presahne, vrže listje že tudi avgusta in potem vseeno spomladi ozeleni. Potem je bil tak klavštron, potem je bil Padenski most je bil pa lesen most čez potok in ta struga tega Doblarca je kanjon, visok 30 metrov, lahko 40, urezan v skalo, v apnenc. Ker ta apnenc je tam urinil med dve plasti, gor je fliš, dol je pa nek gravos. In ta apnenc je potem mogla voda skozi desetletja prebrusiti strugo in oni so potem tam imeli most, ki so rekli Padenski most, in na tem Padenskem mostu so oni, ko so neki prosili vodnega duha, oni so vzeli en list, zavil neki, ali vzel mami, če je bila bolna, vzel mami malo laski, zavil in se je obrnil proti, odkot izvira ta potok in je vrgel tale lon, je vrgel v potok in je prosil vodnega duha, da bi mama ozdravila. Ko se je pa zahvaljeval, je naredil isto, samo da se je obrnil proti Soči, ker ta voda teče in je vrgel tudi lon dol. Potem si šel naprej, si prišel do enega velikega tolmuna in je pada voda, skoraj 2 metra pada v ta tolmun in je tam en žleb. In v tistem žlebu je bil tak rdeč kamen. Prav rdeč kamen, ki so pravi, da je padel z lune dol, ko se je luna obrnila proti zemlji. In tisti kamen je bil za njih svet kamen zato, ker je imel notrega kremen in če si ti po svetu v ta kremen so rekli, veš, to je del neba, ki pada ta kamen dol in prenese še del neba. In na tem kamnu so bili vklesani znaki, ki pa oni jih niso več poznali. Oni so, tudi ti znaki so verjetno zelo stari, tam je bila enkrat tudi kuga in je verjetno pobrala te stare ljudi in izročila od tistih znakov ni bilo, sploh niso vedeli, kaj so. Oni so samo rekli, to so stari znaki, kaj pomembno niso vedeli. In leta 25, na Božič, so enemu pijancu, ki je bil avstro-ogrski miner, so mu plačali, da bi miniral tisti kamen. In on je dobil 2 pomagača in eno vrečo iz tistega pulverja, iz granat. In so prinesli in so obsuli tisti kamen s tisto tem in on je imel tisto vrvico, dal noter in prežgal in so šli. In je tista eksplozija, je tisti kamen se je razletel na koščke in seveda tiste rvence so bili strašno prezadeti in so šli k Dehtlerju in so rekli,
ko moramo protestirati, je rekel, tiho bote, da ne boste še kaj hujega dobili. Ja, kako bomo mi to prenesli? Je rekel, poslušajte, zamislite si, da je Inkermana poslala strelo, ki je ta kamen resula. In vi tiste koščke poberite, imejte doma kot spomin na tisti kamen. In oni imela, vsaka hiša je imela 3-4 tiste rdeče kamne doma, enega so mi dali tudi meni. In potem so eni poskušali dati en kamen noter, ampak je velika voda, ga je kar odnesla. Ker tisti se je zaril, tako, jaz sem vprašal Čarja, ki je specialist za kamnine iz Cerknega, sem rekel, poslušaj, Jože, kot je ta kamen? Kje so ga dobili? Je rekel, to je gor ena plast črno-rdečega kamna blizu izvira in tam se je, bove kdaj, se je nekaj sesulo in je ta kamen preletel v potok in ta kamen ga so odprli. In ki je prišel do tega žleba, si je zaril in tam ga je brusla voda in je potem ratilo to jajce in je šla voda spodaj, ker je bila pa velika voda, ki je pa vplivala, tako da je bil zbrušen v vseh krajev. In potem tistega kamna ni bilo več, ampak Dexler jih je pač potolažil, da tečejo. Bodimo tiho. Če se bomo kaj razburili, bomo še kakšno drugo dobili. Tako da on je bil zelo realen ta človek. Je bil pa zadnji Dexler, on je bil bolan. On je bil probleme z želodcem, pa tudi z dihali. In njega so varovali, noben ni smel priti k njemu. On je bil sicer kot en kmet, on je bil tam svojo hišo, družine ni imel, ampak so bili Dexleri, ki so imeli tudi družine. On je bil sam in k njemu so hodili, predtem ti staroverci so pomagali drva, to, ono. In ko je zbolel, je rekel, jaz moram več doktorju. Rekel, jaz ne moram prenesel več, jaz imam take bolečine. So rekli, nikamor ne boste šel. Vi povejte temu fantu, kaj vam je, in bo šel on k doktorju. In on je vse povedal, kakve ima probleme in je šel v kanal zdravniku, italijanskemu zdravniku in mu je povedal. In on mu je napisal zdravilo in mu je napisal, to ne smeš jesti, to ne smeš jesti, vse kuhano ne smeš, zelenjave, vse to mu je povedal in se morate tega držati in te tablete jemljite. In čez 3 tedne pridite nazaj, je rekel temu fatu. Pogledal ga ni nič, ker takrat, če gledate želodec, so bili sicer doktori eni, ki so že po kakšnih takih znakih so vedeli, da so... No in on potem je šel po 3 tednih dol in je rekel odlično, več si dam še eno škatlo tablet in ta je potem tam živel in je eno noč je iznenada umrl. No, ker je umrl, če bi on vedel, da umira, bi dal svoj Bartin. Bartin je bila taka lesena palca, ki je imela na obeh koncih trikotnik in na vsakem špici je bil žleb, tako 3 žlebi so bili. In tista palca je bila za, če je krava bolj bila bolna, so šli od roga do repa, po trebuhu so jo, potem, če so rabili, da so seme, so pa nesli semena, so s tem kamnem, da bo bolj rasla. No in kristjani so to palco ohranili, samo da so jih dali ime palca svetega Antona, ampak so imeli tudi kristjani ta Bartin. Samo da so oni menjali ime, da je bil palca svetega Antona. Oni so verjeli, da ta palca, in vsak gospodar je imel v kameri na notrni strani polica in na tisti polici je bil ta Bartin. In ta Bartin ni smel iz hiše, tudi če je, recimo, tudi če je sin šel z zeta, Bartina ni smel nesti od hiše. Če se je priželil do hiši, je mogel tisti, ki je prišel, imeti svoj Bartin. Ta Bartin, ko je odslužil, so ga mogli vršiti ali v brezno, ali pa ga zažgati. No in ta Bartin je ostal, ki je on umrl, to iznenada je ostal, kot je ostala kabrca. Kabrca je pa glinena piščal, ki je pa trikotne oblike in ima 5 luknjic in na tisto piščal je igral Dexler, samo Dexler. Noben je ni smel imeti v rokah.
on, ko je postal Dehner, si je naročil to glineno piščal. Pravijo, da je meditiral to s to piščalo, jaz to ne vem. To piščal so pekli tem na odcepu, ko se gre za Tolmin in za most na Soči, tam je bila tale opekarna. Vse so delali na roke. No in ta Dehner, ki je bil ta zadnji, je dal delati temu in je plačal, ko je povedal sinu tega, ki je delal to piščal, je rekel, meni je tata rekel, da je plačal mi več za molčečnost, kot pa za moje delo, ki je naredil to piščalko. In ta piščalka je tudi ostala zato, ker je umrl on. No in jaz sem imel v roka samo 1 uro, da sem jo lahko narisal, sem jo prinesel pokazati in sem poskusil pihati. In ko sem jaz pokazal tele keramičarki iz Kanala, ki se ukvarja s keramiko, ona je delala tudi veliko stvari za muzej v Tolminu, je delala replike starih stvari. No in ona, ko je videla tisto risbo, je rekla, Pavlova, ta piščal ne more piskati. Kako bo ta piščalka iz gline? In je potem vseeno naredila in ko se je že sušila, prednji je dala v peč, je poskusila in je piskala. In je potem, ko je bila pečena, mi je prinesla pokazati in je piskala. In zdaj ona je delala te piščali, prodaja te piščali, dela tudi manjše piščali. To je kabrca in obstajala je tudi velika kabrca, ki je bila 2-krat večja, je bila pa fantovska kabrca. In tu so bili pa fantje, ko so piskali za plese, za kakšne take obrede, so piskali. Recimo, ko so čakali, da tisto sonce pride dol v skale, so v spodaj v tistem potoku so 3 fantje piskali. To je bila pa sončna kabrca, se pravi, ker je bila rumena, ker je bila pobarvana iz korenik od, to je ena rastlina, ki ima rumeno skorjo in tudi rumene korenine in tisto, ko kuhaš, ima rdečo rumene barve, so rabili tudi za barvanje volne. No in oni so tisto rumeno barvo so pobarvali te, no in teh je bilo pa več, teh fantovskih. Lahko jaz nekaj vprašam, če za mikrofona bom kar na glas. Jaz sem študirala kulturno antropologijo, pa nismo nič teh stvari omenjali, tako da se bom najprej zahvalila, da ste se potrudili, da ste se slišali. Če pridete bolj sem, ko vas ne boljše prijet, da se ne okolko. Imam nek aparat, pa ki ni vredno. Ne okolko. Ja, jaz sem študirala kulturno antropologijo, pa nismo teh stvari nič obravnavali tukaj na Primorskem, pa sem vam hvaležna, da ste te stvari zapisali. Zanima me, a se bo tukaj v angleščino prevedlo, ker to je pravzaprav fenomen, evropski fenomen, to ni samo naša lokalna primorska stvar. Jaz imam veliko prijateljev iz tujine, zadnjič je prišel en doktor iz Osla, doktor sociologije, religiologije in ga je zanimalo, kam, se pravi, kaj je naše. In sem ga napotila potem sem, k tej gospe, ki je imela razstavo in je potem ona mu to zadeve pokazala. Jaz nisem niti vedela, kako se to v angleščino prevede, stari verci. Razumete, kako mi to predstavimo ostalim? Da to mora